Dobrodošli pri Infinite Storyscapes, avstrijsko-slovenske serije intervjujev kulturnega društva Interferenzen. V pogovoru ženske, ki živijo in delajo na območju med Koroško, Štajersko in Slovenijo. Današnja gostja je gospa Lidija Grincar-Radojevič, direktorica IG Kultur Steiermark in članica upravnega odbora IG Kultur Österreich. Kot kulturni antropologinji je spraševanje o tem, kaj je v določenem kontekstu videti kot običajno, izhodišče za odpiranje novih perspektiv in možnosti. Zakaj pravzaprav delamo to, kar počnemo, in zakaj razmišljamo tako, kot mislimo? Lidija Grincar-Radojevič je zase izbrala identiteto tujke in se v tej vlogi počuti svobodna. Kakšne so njene izkušnje in razmišljanja o pojmih integracija in domačnost? Stavi vprašanje, čigav kulturni kapital kot družba prepoznavamo pravzaprav danes? Kje vidi razlike med avstrijsko in slovensko družbo in pomen Pavlovi hiši v Podrni pri Radgoni kot kulturno središče za govorce slovenščine na Štajerskem? Pogovor vodi Katarina Bakovnik-Bajnič. Pogovarjamo se z Lidijo Grincar-Radojevič. Lidija, pred selitvijo v Gradec je bila zaposlena na Univerzi v Ljubljani in si sooblikovala program platforme za neformalno izobraževanje Workers and Punks University ter program mednarodnega Femi-Queer festivala Rdeče zore. V vmesnem času si bila tudi učiteljica na Inštitutu za sodobno umetnost v Gradcu, od leta 2018 pa si direktorica IG Kultur Steiermark. Ukvarja se torej Lidija s vprašanji umetnosti, kulture in civilne družbe. Kaj bi še sama dodala? Predstavi se nam, prosim, Lidija. Ja, živijo, lep pozdrav in najlepša hvala za povabilo na ta pogovor. Kaj bi še o sebi povedala? Jaz bi povedala, da sem mama dveh punc. Bi povedala, da to, da sem antropologinja, je naključno, v bistvu, popolno naključno dejstvo, ne? Ampak zdaj po vseh teh letih mislim, da je kar dobro izbrano, ne? To pa sploh, ko me moja starejša hčerkica sprašuje, ne? Ampak mama, kaj v bistvu ti delaš? Kaj si ti v bistvu po poklicu? In pa vedno moram razumeti, in to otroku moraš vedno v nekim preprostih besedah povedati. In šele v tem trenutku sem se zavedla, v bistvu, da izbira poklic mogoče ni tako slaba bila zame, ne? Da kaj delajo antropologi, dejansko prevprašujemo, zakaj ljudje počnemo stvari, ki jih počnemo in zakaj mislimo tako, kot mislimo, ne? In v tem trenutku se mi je tudi zdelo tako, ja, dejansko to je to, kaj jaz več ali manj vedno počnem, ne? Nekako vsake stvari delno prevprašati, ne, ker živimo to postmoderno čas, ne? Čas nekih samoumevnosti, ne? Čas nekih nalepk, ne, ki se kao vsi razumemo glede tega, pa dejansko so stvari tako kompleksne, ne, in jih je treba vedno znova prevprašati, ne, kako jih razumeti v danem času in situaciji, ne. Jaz sem oseba, ki je dejansko selitvijo v Gradec, to je bila tretja moja velika selitev že v življenju. Že kot otrok dejansko pridem v Radence, torej na drugi strani Mure, če gledam zdaj s pogledom iz Gradca. Potem selitev v Ljubljano, kjer sem dolga leta živela, študirala, potem živela, delala. In zdaj selitev leta 2014 v Gradec. Od 2014 je tukaj, ne, živim, delam. Tako. Kako pa je prišlo do selitve tvoje na Štajersko, na avstrijsko stran Štajerske? Kakšno je bilo tvoje znanje nemščine in kako je vse to skupaj povezano tudi še danes s tvojim življenjem v Avstriji? Moj mož in jaz nekaj časa, da so pred nosečnostjo oziroma pred otroci, sva midva živela med Ljubljano in Gradcem, kar nam je omogočilo enostavno naš poklic in naše izbire, tako da to ni bilo noben problem. Z otroci seveda prije eno ključno vprašanje, ne, zdaj se moramo nekako kot družina ustaliti. In pa je bilo na začetku je bilo to
popolnoma neplanirano. Ne. Mislim, jaz nisem planirala seliti iz Ljubljane nikakor, ne. Tudi v prvih mesecih nosečnosti. Meni je to bilo popolnoma nekaj nezamisljivega, ne. Da se zdaj jaz odselim iz Ljubljane, ker mi v bistvu nič ni manjkalo. Ne. In pol tudi ta odločitev, ne, ok, preselimo se zdaj v Graz, je bila prvotno tako kot neka poskusna. Ne. Delno tudi zaradi tega, ker jaz sem imela porodniško pač in je to pač ta status tudi omogočil mi. Delno pa zaradi tega, ker z kulturno sceno v Grazu sem imela nek stik že pred selitvijo, ne, z določenimi posameznicami in posamezniki. Z njimi sem tudi sodelovala, kombinirala pač delo, ki sem delala v Ljubljani, ne, malo tudi tukaj z Grazom. Ne. Jaz in moj mož sva se dolgo pogovarjala v angleščini, ne samo zaradi tega, ker je pač moja nemščina bila tako slaba, ampak je bila ta odločitev tudi prihaja od mojega moža, ne, kljub temu, da sem jaz nekako hotela čim prej, da se naučiš nemščino. Ampak potem smo to sploh odpustili, ne? Ker je bilo primarno nam dejansko angleščina nam je bila jezik enakosti, tako bom rekla. Ne? Ker oba sva se v angleščino morala prevajati, to je prva stvar. Ne? In mislim, da je to zelo dobro za vse mešane pare, ne? Da si en nevtralni jezik izberejo, ki se oba dva morata prevajati, premisliti, ne? Kaj hočeš povedati. Ne? Dejansko jaz pojma nisem imela nemščino. Ne. Jaz pridem v Graz, ne, da bi besede govorila, ne, še več, tudi v IG Kultur Steiermark začnem delati v pisarni, ne, da bi imela neke res uporabne nemščine. Ne. Tako da to sem tudi zelo vesela glede zaupanja, ki ga imam dejansko od mojih sodelavk in sodelavcev. Moram reči, ne, kulturna scena je vseeno odprta toliko, ampak IG Kultur dela v polju kulturne politike, ne? In v tem polju pa je dejansko dominantni jezik je nemščina. Ne? Tako da je bil to izziv, moje, bi rekla, neznanje nemščine je bil izziv za vse, ki smo bili vpleteni, političark in politiko do pač uprave in vseh, ne, ki so morali z mano imeti opravka. Lidija, zdaj se praviš, da si tujka v Avstriji. Kako so tujci strokovno definirani in na drugi strani, kako ti sebe konkretno občutiš kot tujko? Zakaj se definiram kot tujka? Prva stvar, ravno to, ne, to je moja že tretja selitev. Ne. Torej se neprestano v nekih novih okoljih gibljem. Ne. In tudi tale zadnja selitev, mislim, je tudi mi afirmativno mi je to. Jemljem pojem tujca ne kot negativen, ampak res kot afirmativen v tem smislu, da enostavno ponuja perspektivo, da se niti treba definirati z okoljem, v katerem si, ne? Da se ti ni treba te spone tudi, ne? Domačnosti nositi sabo, ne? Ampak enostavno mislim, da pojem tujosti definiram na tej ravni, da pač nisi na ravni neposredni pripadnik nečesa, s čim se ne moreš definirati, ne? In to jemljem kot osvobajajoče. Ne? Zelo pomembni tudi refleksijski tudi moment. Ne? Torej, nekaj, česa del si, ampak ne na ta način, ki se od tebe pričakuje. Ne? Nisi nek avtohtonec, od katerega se, ne vem, tukaj pričakuje, da boš nosil, ne vem, trahten, narodne noše, mislim, kar je bil meni totalni šok, namreč v Avstriji, ne, ko sem videla te narodne noše in da ljudje nosijo to brez sramu. To mi je bil absolutni največji šok. Ne. Folklora je seveda v Sloveniji tudi prisotna, ampak je folklora, ne? In tudi na teh folklorističnih prireditvah ljudje pridejo v narodnih nošah, odplešajo svoj ples, ne? Ampak potem se grejo obleči v nekaj normalnega. Ne? In meni je to bilo, naprimer, ko sem prišla, to že pomen, ne? Ko sem prišla tukaj in sem videla, da je dejansko to normalno, ljudjem narodna noša, mene je to totalno šokiralo, res. Mislim, popolnoma razumem, zdaj, ko razumem kontekste in to, ampak še zmeraj ravno to, ne, mi je fantastično, ne, da sem tujka, da mi nikoli ne bo treba nositi tega, ne, da nihče tukaj ne bo pričakoval od mene to nositi. Ne. In to, zato tudi v tem smislu tudi nekako mi ta
tujost, neka ta osvobajajoča tudi pozicija, ne, da mi ni treba biti del tega, ne, ampak lahko ga reflektiram. Ne, in to mislim, da tudi samo moje življenje v Gradcu mi je prijetno v tem smislu, da delam za neko institucijo, ki ima neki centralni pomen tudi za neko neodvisno kulturno sceno, torej se počutim del tega, aktivni del tega, ne. Po drugi strani pa mi ni treba biti nimam domačinskega pogleda, ne. Ostajava v teh temah, Lidija. Veliko govorimo o postmigrantski družbi v vseh kontinentih, v različnih regijah. Na drugi strani se še vedno veliko govori o klasičnem pojmu manjšine. Moje vprašanje, smo že tako raznolika družba, da pravzaprav ne moremo več govoriti o manjšinah in konec koncev, kdo je manjšina, kje so meje te manjšine in kakšne so definicije manjšine, lahko tudi v korakih odgovarjaš, ker je kompleksno vprašanje. Tako da to, kar vse govorim, je nekako na podlagi izkušnje in res iz osebnega perspektive, ne. Tako da to se moram vsekakor omejiti, ne. Ampak po moje, prvo termin manjšine, mislim, da je pač termin 20. stoletja. Je termin klasičnih nacionalnih držav, ne, ki imajo tudi nacionalne kulture, ne. In skozi to se definira vse, kar je tujost, ne. Zdaj, 21. stoletje mi imamo vseeno nek moment, posebej v mestih, v urbanih sredinah, ne, je vprašanje več nacionalnosti na mizi. Ne samo več nacionalnosti, več etičnosti, multilingvalnosti, torej vse, skozi kar se nacionalno tudi definira. Torej, nacionalnost se definira skozi jezik, seveda, ne, in skozi različne kulture, ne, skozi kulturne elemente. Jezik je tudi del kulturnih elementov, ne. Torej, Gradec kot eno urbano središče, ne, ima noro veliko manjšin. Ogromno jih je, ne, manjšin. Niso manjšine, ne, pač prebivalstvo, določen procent prebivalstva ima, ne, ki ni avtohtono avstrijski, ne. Tukaj je težko, mislim, da govoriti o kakršnikoli manjšini, ne. Ampak vsekakor razumem, naprimer, da je situacija, ne, naprimer, slovenske manjšine na Koroškem, se definitivno odraža v nekem drugem kontekstu, ne, v kontekstu tudi zatiranja. In mislim, da tukaj tudi vprašanje manjšin je vprašanje 20. stoletja, vprašanje nacionalnih držav in ne moremo tudi misliti tudi celoten koncept manjšin, ne, brez koncepta zatiranja. Tudi v Sloveniji imamo, ne, sta dve manjšini veliki, ne, italijanska, madžarska, ne, ki se tudi definirata skozi seveda koncepte zatiranja, ne. Še vedno je nepriznana romska manjšina. Po eni strani imamo ta koncept manjšine, ki ga ne moremo misliti brez postopkov in zgodovine zatiranja določenega prebivalstva na določenem teritoriju, ne. Po drugi strani se današnja sploh urbana središča razvijajo zelo dinamična, so multilingvalna, so multikulturalna in tukaj se spet imamo en koncept zatiranja, ki mogoče ni v smislu starih konceptov zatiranja, kot so naprimer bile v 20. stoletju, ne vem, germanizacije, ne, enostavno, kar je tudi bil koncept konec druge vojne in Nazi-Reicha, ne, ampak danes imamo veliko bolj sofisticirane tega, ne, in to so novi boji tudi. Veliko sem v izmenjavi z različnimi kolegicami je vprašanje, ne, critical diversity, torej kritična diverzitet, kritična raznolikost, ne. Torej, kaj pomeni nam danes raznolikost, ne? Kako delujejo današnje družbe v svoji raznolikosti? Kdo ima dostop do kulture? Kdo nosi kulturni kapital? Čigav kulturni kapital sploh priznavamo kot družba? Meni je to bila, na primer, zelo interesantna izkušnja tudi tukaj, ne? Prej sem se zelo veliko z Jugoslavijo, vem veliko o Jugoslaviji, o zgodovinski avantgardi, o partizanskem gibanju, nasploh pač ta kontekst, ne. In pol se pač soočiš tukaj, ne, in te vprašajo, ne vem, za nekega
avstrijsko-štajerskega pisatelja, ki ga verjetno izven meja Štajerske tudi skoraj mogoče to je, niti v kontekstu Avstrije ne poznajo vsi, ne. In pa stojiš pred tem, ne, in rečeš, da nimam pojma, ne. In stojiš kot bedak, ne. Kot nekče, ki ne ve, ne. Ampak dejansko gre za enega majhnega pisatelja, ki je mogoče v tem kontekstu samo znan, ne. Ampak pol ti vprašaš, ja, okej, ne, jaz tega ne poznam, ampak ne vem. Poznate vi, ne vem, Ivo Andrića, poznate Miroslava Krleža, ne, poznate, ne ve, karkoli, ne, in to se zdaj svetovna književnost, ne, ne. Ampak je to jim vse eno, zaradi tega, ker se ne počutijo odgovorni, da bi to morali vedeti, ne. In to je ravno to vprašanje kulturnega kapitala, katera kultura, ne, kateri kulturni kapitali so priznani kot kapitali, ne. Kaj pa ne, kaj je deviza, ne? In to vidim tudi, naprimer, pri kolegicah in kolegih, ki prihajajo, ne vem, oddalje še, mislim, jaz prihajam vseeno iz Slovenije, ki je tukaj čez mejo, ne? Ampak, ne vem, kolegice, ki prihajajo iz Afrike, njihov kulturni kapital, ki sploh ni viden, ne? Ker ljudje nimajo pojma, kaj je afriška, ne vem, afriška literatura, afriška sodobna umetnost, karkoli, ne, ker to sploh ni prisotno tukaj, ne. To je zdaj trenutno nekaj, zato tudi ta, ne, kritična raznolikost, ne, in ta vprašanja, ne, niso manjšinska vprašanja, ne, ampak so pa vprašanja, so pa dejansko današnji, recimo, kulturni boji, ne, ki se odvijajo ravno zato, ne, za to vidnost, dostopnost in možnost, ne, nekega oblikovanja skupnega kulturnega prostora, katerega bi imenovali igraški prostor. Torej, ki ni več bil za začetek in ki zelo se proba, ne, evropejski samo, ki ni več avstrijski, karkoli že to je, naj bi pomenilo, ker že ta avstrijskost, ne, se danes pod vprašajem, kaj točno je, ne, in kako jo razumeti. Tako da mislim, da so ti pojmi trenutno tako močni in v enem procesu definicije, ne, in zato tudi, ne, ta tujost, ki je osvobojajoča, da ti ni biti treba nečesa del, ne, kot bi se od tebe pričakovalo, ampak na ta način, ki ga ti tudi lahko nekaj novega prineseš k temu kontekstu. Lidija, ostajava pri kulturi. Sama za sebe praviš, da te tvoje delo, torej kultura, ne segregira. V čem vidiš prednosti svojega dela? Kot nekdo, ki dela za IG Kultur, zastopam neodvisno sceno, ne. In mislim, da je to najbolj progresiven, najbolj interesanten del umetniške in kulturne scene, ne. Zakaj? Zaradi tega, ker dovoljuje največ eksperimenta, dovoljuje tudi oblikovanje nekih novosti, dovoljuje prepovedane stvari. Prepovedane v smislu poizkusa. Ampak zato mi je všeč, da pač delam v polju neodvisne scene, kjer enostavno tudi lahko neke stvari vprašaš, ne. Ne vem, jaz se trenutno ukvarjam, ne, kaj pomeni, kako delovati v kulturi v smislu pravičnosti med družbenimi spoli, ne. Potem ta vprašanja, ki sem prej izpostavila, ne, kaj pomeni raznolikost, kako ohranjati raznolikost. To so popolnoma drugačne politike, stojijo za temi vprašanji kot, ne vem, za vprašanjem kako definiranega nacionalnega konteksta, ne. Kaj z generacijami, ne, in tako naprej, ne. Tako da v tem smislu me ne segregira, oziroma pač vidim tukaj eno veselje tukaj delati, ne, ker se enostavno lahko vse te stvari, ki jih osebno tudi čutim, ne, kot nekako vprašljive, ne, kako se umestiti, mislim, lahko postavim kot vprašanje, ne, lahko debate se vodijo, ne, lahko se kolektivne debate vodijo, lahko se vzpostavljajo neke politične zahteve skupne politične zahteve iščemo, skupne tudi možnosti, kako dejansko se s temi problemi spopasti. Lidija, morda se dotakneva ene teme, o kateri smo že malo govorili, pa morda še bolj, in sicer Avstrija je
znana in v zadnjih letih čedalje bolj država izselitve številnih Slovencev. Tudi medve sva izseljeni iz Slovenije v Avstrijo, govorimo o integraciji, o tujstvu, o manjšinah. Moje vprašanje, ali smo Slovenci res drugačni od Avstrijcev in na katerih področjih ti konkretno to opazuješ, razen seveda nošnje, narodne noše? Mislim, jaz imam ful problem. Kot Slovenka me tukaj ljudje prvič definirajo. Mene nikoli nihče, jaz ko sem živela v Sloveniji, so me naciši so me definirali kot Srbkinjo, ker pač sem rojena v Srbiji, Okay, ostali kolegi pač sploh niso. Ostali so me definirali kot, Prekmurka oziroma Prlek, ker prihajam z Radencev. Tako da to v Ljubljani je bilo več ali manj ta neka regionalna identiteta, In kot Slovenka sem prvič definirana tukaj, v Gradcu. Na bazi tega, da sem pač prej živela v Ljubljani, tega, da govorim slovenski jezik in tako naprej, Tako da, že to, a sem jaz Slovenka? Ne vem. Mislim, se bolj orientira Lidija na priseljevanje iz Slovenije v Avstrijo in na tvoje opažanje razlik med Avstrijci in med priseljenimi iz Slovenije. Ali je tu potrebna integracija? A ti vidiš to v družbi, v spoznavanjih Slovencev, ki se priseljujejo v Avstrijo? In jih je res ogromno. Iskreno povem, imam problem s pojmom integracija. To se mi zdi ful problematičen pojem. Tudi, naprimer, da mesto Gradec še vedno ima razliko, kadar se govori o inclusion, vključevanju torej, se misli na ljudje s posebnimi potrebami oziroma ljudje z ovirami različnimi. Kadar se pa govori o ljudeh z migrantskim poreklom, se pa uporablja beseda integracija. Zdi se mi ekstremno problematično že to poimenovanje, da se mi moramo v nekaj integrirati. Jaz in moj mož, mi se hecamo, da jaz delam male korake integracije, nabavila sem si luč na kolesu in prižgem jo, kadar večer, kar nikoli v Ljubljani nisem delala. Zelo pazim, čeprav to je tudi zaradi otrok, na rdečo luč na semaforju, Tako da to je naš zdaj privatni hec glede tega integracije, Ampak jaz se res sprašujem, kaj to naj bi pomenilo se integrirati tukaj, Mislim, da je to zelo problematično, in v katerih kontekstih to govorimo, Posebej to razmišljanje o konceptih integracije nam prinese enostavno zelo veliko problemov že tukaj, ki jih imamo v Gradcu, Torej, kdo je integriran, kdo ni integriran, v kaj se integrirati, Zato mi je to zelo težko povedati, ali se znanci in znanke, ki jih imam tukaj, ki so prišli iz Slovenije, ali se oni integrirajo v avstrijsko, mislim, jaz ne morem pri sebi tega ugotoviti, razen na tej zabavni ravni, pač, da sem se nabavila luč, na koleso. Ampak ne vem, kaj naj bi bila ta velika razlika tudi, teh kontekstov, Meni, kar je osebno bilo, naprimer, zelo velik šok tukaj, in to mi je bil res šok. Jaz sem prej delala, pač rekla sem, na faksu sem delala na Delavsko-Pankrski univerzi, skozi to sem imela eno ogromno mrežo ljudi, ki so, nek pač določene pozicije zasedali v Sloveniji. A so to bili profesorji, a so to bili ljudje v politiki, tako da ni mi to tuje, nek tak kvazi višji sloj poznati ljudi, Kar sem bila šokirana, ko sem sem prišla, je, kakšne nore razlike so. Jaz sem tukaj šele ugotovila, kaj je Bourdieu misli z razlikami, Kaj pomeni tukaj, Tukaj so nore razlike in prav se vidi, naprimer, če se ti pogovarjaš z nekom iz miljeja konzervativne Volkspartei, ljudske stranke, Tukaj se vejo meje, Mislim, to je tako na profesionalnem nivoju moja izkušnja, z različnimi ljudmi iz različnih strank, Je čisto drugače, če je nekdo socialdemokrat, seveda zeleni spet drugi, Tako da sploh ne morem ugotoviti, Vsekakor je avstrijska družba, bi rekla, bolj razredna družba, kot je mogoče slovenska. Kaj mislim s tem?
slovenska družba se razvija v tem smislu. Ne? Tukaj mislim predvsem izobraževalni sistem. Ne? Slovenski celotni izobraževalni sistem se je zelo zaostril v zadnjih 10-15 letih. Ne? Jaz sem zdaj že 8 let tudi tukaj, ne? Tako da, ampak moja izkušnja iz Slovenije, ne? Da ni bila taka razlika med ljudmi v nekih slojnih. Ne? Tukaj je enostavno, ne? Jaz to vidim pri mojih otrocih, ne? Izobraževalni sistem, kot je, ne? Torej, da imamo 4 leta ljudske šole, pa spet nekaj moraš iti, pa spet nekaj moraš iti in tako naprej. Ne? In to je vedno neka izbira in to je vedno, to se prav enostavno vidi. Ne? Mislim, tu ima urbana politika tudi veliko zadelati in ohranjajo se enostavno, tako da ne morem reči, da so te razlike, nacionalne razlike, ki so tukaj. Te razlike so izjemno statusne, razredne, kar je težko misliti, ampak statusne. Lidija, omenila si že tvojo navezavo na bivšo Jugoslavijo, ohranjaš žive vezi. Povej nam malo več, prosim, za naše poslušalke in poslušalce, tudi kako si z ožjo družino povezana s priseljenstvom iz Jugoslavije v Slovenijo, prosim. Ja, moji starši so se leta 86 se preselili v Slovenijo. Oni so ta generacija, ne, povojna generacija visoko izobražene delovne sile, ne, za tudi težko industrijo. Ne. Torej, kot inženirji, oni pridejo, mislim, oni so bili povabljeni v Slovenijo, ne, da pridejo. Jaz sem se to vedno spraševala, zakaj, kako. Tako da in pol gre pač zgodba naprej, ne, 89, 91, razpad Jugoslavije, mi tujci v nekih radencih, ki trenutno imajo Romana Ljeljka, ne, za župana, ne, človeka, ki je, mislim, hobi zgodovinar, ki je blizu ustaškim skupinam in zanika obstoj holokausta. Ne. Torej, to že veliko pove o tem kontekstu, kje sem jaz odraščala, ne? Da tak človek je izbran za župana. To je bilo tudi zanimivo, ne? Če sem se ravno pogovarjala tudi z eno prijateljico tukaj, ki je na Dunaju kot mlada učiteljica delala in kaj je bilo to zanimivo, ne? 89. je imela jugoslovanske otroke, kot gastarbeiter otroke, ne? In jih je spraševala, ja, odkud prihajate vi, ne? Ste iz Hrvaška, Slovenija, kaj? In otroci sploh tega niso kužili, ne? 2 leti kasneje, ne? So vsi točno vedeli, kdo so. In tako je bilo tudi pri meni, ne? Jaz nikoli nisem vedela točno, kaj, mislim, te pač prve, enostavno, ker ni bilo pomembno, dokler je bil ta kontekst Jugoslavije, ne? Ampak pol sem pa kar dobro vedela, ne, da pač vsekakor karkoli že sem, ne spadam tukaj. Ne. Ali so bili moji starši komunisti, ali so bili enostavno Srbi. Ne. Mislim, to so bile take stvari, da nas ljudje niso hoteli spustiti v zaklonišče, ko so je bilo bombni napadi. Ne. Tako da to izkušnjo radikalnega nacionalizma, seveda, mislim, tukaj seveda v primerjavi z kolegi, ne vem, iz Bosne, Hrvaške ali Srbije, Kosova, je tukaj moja izkušnja popolnoma neka fina izkušnja, ne. Ampak vseeno, ne, ta slovenski radikalni nacionalistični diskurs, ne, sem jaz pač kot otroka enostavno konzumirala neprestano, ne. Mi nismo bili izbrisani, ampak že to, ne, naprimer, še vedno Slovenija se ni prišla, ne, kaj je pač s temi izbrisanimi, ne, da je to bil nek birokratski genocid, ne, pač še vedno nekako ni priznano, ne. Praviš, da Slovenija ni tvoja domovina, ni tvoja dežela, a kljub temu ohranjaš slovensko državljanstvo in ga ne želiš zamenjati z avstrijskim. Tudi volila si vzgledno. Kje je tvoj dom, kje je tvoja domovina in enačimo ljudje morda to kot različna pojma ali jo skupaj povezujemo, kje je moj dom, kje je moja domovina? Kaj praviš ljudje? Ja, moram reči, meni so ti pojmi, ne, domovina, moja dežela, halo. Ko se spomnim samo na ta video, ne, mi je kar temno, ne. Ne, s temi pojmi se sploh ne morem identificirati, iskreno povedano. V nobenem, ne. Kaj pomeni domovina, ne. Zelo zanimivo mi je bilo, naprimer, v Grazu,
pred 2 letoma, mogoče 3, ne, 2019, januar 2019, torej jaz se preselim 2014, 2019. Sem prvič začutila, tako sem bila na cesti v Gradcu in sem se počutila doma. Ker namreč sem bila z mojim kolesom in sem točno vedela, tale ulica vodi tam, tale tam, taradam. Torej, to je že prva stvar, ne? Kako začutiš, kje si doma. Ta enostavno ti ni tuje, da te ni strah, zdaj, da se boš nekje izgubil brez Google Mapsa, zdaj nekam iti. Ne? Enostavno, da štekaš, kje je kaj. Drugi korak je ta, da pač greš po cesti in ti nekdo reče živjo. To je naslednji korak, ne? Občutka domačnosti, ne? Nekje, da si. Ne? Seveda jezik igra veliko vlogo, ne? Da enostavno razumeš, da razumeš kode, ki so signalizirani. Tako da tako bi jo opredelila, ne? Nekako. Čist na koncu, in to sem se tudi z mojim možem veliko pogovarjala, ne? Zdaj se počutim, da sem pristala. Ne? Ravno to, da enostavno imaš nekaj, lahko vse svoje različne osebnosti izživiš. Torej, lahko si živiš kot mama, lahko si živiš kot nekdo, ki je nekje zaposlen, torej kot delavka, lahko si živiš kot intelektualka, kot aktivistka, kot party maker. Tako. In to so neke, za mene, neki momenti, ki dajo ti občutek domačnosti. Da ni nekega straha, da ni nekega pomankanja, ne. Meni so to markerji, ne? To so meni označevalci nekaj, da se počutim doma. Ne? Kar se tiče državljanstva. Ne? Ohranim slovensko državljanstvo, zaradi tega, ker imam stranko, katero volim tam. Ne? In to je Levica. To je enostavno zaradi tega. Ne? Zaradi tega, ker se mi zdi super, da se je to v Sloveniji rodilo. Osebno poznam te ljudi, ker pač cel ta kor tudi prihaja z Delavsko-Pankrske univerze, in želim jih podpirati. Ne, pač super mi je, na mestnem nivoju mi je čisto dovolj, da lahko volim, ne, ker tukaj točno vem, koga bom volila. Ne. Na zvezdnem nivoju tudi pojma nimam, koga bi volila, iskreno povedano. Ne. Ta cela zadeva pridobivanja papirjev, da lahko tukaj sem, ne, je, moram reči, kar komplicirana. Ne glede na to, da smo mi vsi v Evropski uniji. Ne, ker jaz sem prišla sem 8. mesec nosečnosti. In pol, Slovenija, Avstrija, obe Evropske unije. Ne. Tukaj so slovenska zavarovalnica in avstrijske zavarovalnice, oni so hteli, da jaz 3000 evrov plačam in porod v Avstriji. In to je bilo noro komplicirano. Priti do informacij, to je bilo tako noro, da sem jaz bila vesela, da imam tukaj da sem že takrat imela en feministični mrežo tukaj svojo, ki so takoj poštekale problem. Ne. To mislim, da je za vsako žensko zelo pomembno imeti svoj lastni feministični network. To je absolutno za vsako, za osnovno zdravje ženske je to zelo pomembno. In pol sem skozi ta network dobila točno ime in telefon osebe, ki mi je pol uredila zdravstveni status. To je noro, jaz sem bila čisto šokirana, ne? Plus, da sem bila totalno noseča pred porodom. Ne? In pol je zgodba šla dalje, da smo mi morali na Paulus Tor iti, ko se nam je otrok rodil, z otrokom, 1 mesec starim otrokom, ti moraš priti skupaj z otrokom tam. Ne? Ti moraš otroka priti pokazati. Halo. Jaz sem imela porodniško še iz Slovenije, ne, da dobim ta Aufenthaltsbestätigung, ne, to, da lahko tukaj sem, ne, da imam neke pravice. Ne. Skratka, in to je bilo tako noro, da sem imela, da je moja uslužbenka, ki bi morala biti, ki je pač zadolžena bila za moj priimek, torej DK, ne, je bila takrat bolna in smo pač slučajno prišli k nekemu socialdemokratskemu gospodu, ne, ki je pol nas gledal. In pol smo mi izvedeli, da dejansko jaz lahko dobim ta status, le če moj mož zasluži mesečno, jaz ne vem, koliko je to bilo, nekaj 1500, 1700, nekaj tako norega, ne, da mislim, ljudje, ki delajo v kulturi, ziher ne zaslužijo mesečno toliko, ne.
In pol ta gospod nam pravi, joj, to nič ne pomaga, ne, cela ta dokumentacija. In jaz sem za foro, ker sem bila takrat še upisana na doktorski študij, sem bila na Dunaju upisana, in sem pač dala to potrdilo doktorskega študija, ne, in to je bilo čisto kot joke, ne, da pač da nisem prišla sem jaz nekomu čistiti WC. Ne. Jaz sem bliža študirati tudi sem, ne. In pol tip zagleda to potrdilo in reče, to bomo lahko naredili, skozi to lahko gremo notri in dobite, na podlagi tega dobite papirje. Jaz sem bila čisto šokirana. Pridem jaz prevzeti ta papir, ker ti moraš priti osebno, ta papir prevzeti. In gospa mi pol reče, ja, kako vi točno to študirate na Dunaju, a živite v Gracu? In tako jaz rečem, ja pa, to je doktorski študij, to ni diplomski študij, ne rabim hoditi tam na neka predavanja, ne, doktorski študij drugače poteka. Ja, veste, če bi jaz bila tukaj, tega ne bi dobili. Torej, mislim, tako da iskreno povedano, državljanstvo ne da se mi skozi te procese, trenutno ga ne rabim in ne da se mi iti poniževati. Pred kratkim je bila Lidija naša gostja Suzi Vajtlana. Kakšen pomen ima delo Pavlove hiše za štajersko kulturo z vidika IG Kultur Steiermark? Kako ti to vidiš, Lidija? Pavel Haus je tako kot ostalih, ne vem, 150, 155 društev pač je tudi naš član, ne. Ampak jaz osebno vidim zelo velik pomen pri njih. Mi smo ravno zdaj v soboto smo bili v Pavlovi hiši, z otroci sem bila, vidim pomen tega, kako fantastično na en sodoben način Pavlova hiša ve združiti ravno to, kar je, mislim, kar je pomembno pri Sloveniji, to ravno gledam pri otrocih, ne, pač ta jezik, torej pouk slovenščine, ki je pač potekal v materinščini, ampak nekaj dodatnega. Mi smo imeli zdaj ravno v okviru Pavlove hiše, smo imeli, da ste prišla Peter Svetina in Manica Musil, ilustratorka in pisatelj, ona tu je pisateljica, ste bila gosta, bilo je veliko otrok, ki so vsi dvojezični, slovensko-nemško govoreči, ne. Zdelo se mi je super nekaj takega organizirati za otroke, ne zaradi tega, da so oni neki slovenstva nekega učijo, ne, ampak enostavno skozi ene zabaven program, ne, dobiti občutek, da ta jezik, ki ga pač vejo, ne, ni samo, da se z mamo pogovarjajo, ne, ampak da ta jezik je tudi uporaben, ne, da tudi ga lahko koristijo za kaj drugega, ne samo, da se z eno osebo pogovarjajo, tako kot mama, ne, ali pa ko pride v Slovenijo, ampak tudi tukaj v okviru tega, ne. In to se mi zdi tudi v okviru ostalega, to je pač na tem otroškem programu vidim pač prav dobro, kako to pozitivno vpliva tudi na neko dojemanje otrok, ne. To, da so dvojezični, mislim, oni ne reflektirajo tega, moji so še majhni, ne, to so še vedno otroci, ena je še vedno v vrtcu, druga je pač začetek osnovne šole. Ampak je pa že dovolj, ne, da oni toliko vidijo, da pač enostavno s tem jezikom lahko tudi kaj počnejo, ne, ni samo ta jezik vezan na eno osebo, ne, in sporazumevanje z eno osebo, ne. In zdi se mi super tudi, da imajo te literarne večere. Zdi se mi fantastično, kako res Pavlova hiša kombinira to poslanstvo nekih manjšinstva, ne, torej tega čist klasičnega, ne, je ohranjevanje jezika v okviru manjšine, z eno čisto sodobno kulturo in umetnostjo produkcijo, ne. In to se mi zdi dobro. To se mi res zdi odlično. Draga Lidija, hvala ti za ta strokoven in globok ter prijeten pogovor, poln zanimivih informacij, predvsem iz tvojega delovnega, kulturnega, političnega delokroga in se ti prav lepo zahvaljujem za pogovor. Hvala tebi, Katarina.